Hvaležno pozdravljeni. Danes bomo govorili o glavobolih in sicer mogoče iz drugega kota, kot jih poznate do danes, in le to vam bo pomagalo tudi razumeti, kaj se vam pravzaprav dogaja, če doživljate glavobole. V svoji družbi pa hvaležno pozdravljam Damjan Damjanovič. Lepo pozdravljeni. Vi ste magister, tudi človek, ki ste pripeljali Human Up metodo v Sloveniji, ste tudi predsednik tega društva, združenja od samega začetka. V naši družbi pa tudi primarij, profesor dr. Zmago Turk. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Zdaj, govorili bomo o glavobolu, na kakšen način sodobna medicina gleda na glavobol, kako torej sodobna medicina glavobol sam tudi razlaga. Ja, dober dan želim vsem. Glavoboli so praktično veliki križ v rehabilitaciji. Moj poklic je fizikalna medicina in rehabilitacija in zatilni glavoboli so približno 35% povzročiteljev v vratnem delu hrbtenice. Zato seveda smo se vsa ta leta znotraj fiziatrije in rehabilitacije iskali poti, na kakšen način bi te težave zdravili. Te težave seveda zdravimo na različne načine, predvsem pa so ti zatilni glavoboli v treh osnovnih oblikah. Ena je cervikocefalni sindrom, to se pravi, da se bolečine širijo v glavo, v zatilje. Drugi je sam vratni sindrom in pa tretji je cervikobrahialni sindrom, kar pomeni, da so se bolečine in pa simptomi širili tudi v obe roke. Posledično je potrebno prilagoditi tudi terapevtske programe. Prvič diagnostične programe, na eni strani, da diagnosticiramo vzrok nastanka teh težav, drugič pa seveda tudi pripraviti terapijo. Znotraj rehabilitacije pozdravimo takšne težave seveda za fizikalno medicino in rehabilitacijo, elektroterapijo in drugimi fizikalnimi procedurami, manualno medicino in pa akupunkturo. Seveda vse te oblike niso vedno prinesle najboljše rezultate, zato smo razmišljali, iskali, brali razne druge metode, s katerimi bi znali hitreje diagnosticirati in pa tudi boljše terapevtsko pozdraviti te težave. In Human Up je ena izmed teh metod, o kateri bomo tudi danes govorili. Kakšni so rezultati torej s Human Up metodo? Rezultati konkretno se nanašajo na to raziskavo, ki izvajamo že dobrih 2 leti v specialistični fizioterapevtski ordinaciji Medical Consulting v Mariboru pod mentorstvom gospoda primarija profesora dr. Zmaga Turka. Su izjemni, posebej, če primerjamo s podobnimi znanstvenimi študijami na svetovni ravni. Konkretno pri svih naših raziskovalcev su se intenziteta in konstantnost glavobola zmanjšala za celo več kot 70%, 77%. Mi smo tudi hoteli pokazati povezavo med funkcionalnosti tega cervikalnega dela v povezavi z zatilnimi glavoboli oziroma cervikalnimi sindromi, mravljinčenji, vrtoglavica, aritmije, težavami z dihanjem in pač delamo tudi meritve, linearne meritve gibljivosti sklepov pri svih naših preiskovancih, antifleksijo, retrofleksijo in test praskanja hrbta. To vrstne pač meritve izvaja diplomirani fizioterapeut Jan Pernek in tudi vnaša v te tabele. Gre se torej za atlas, to prvo vretence. Tukaj je torej
jabolko spora za celo hrbtenico oziroma pri glavobolih, ali kako bi rekli? Gre za to, praktično moramo poznati anatomijo tega področja. Atlas je seveda vretence, na katerega se nasajajo drobne mišice. V vratnem delu hrbtenice imamo 3 sloje mišic. Površinsko, srednjo in pa globoko. Globoke mišice so mišice, ki potekajo iz glave na atlas in iz atlasa na druga vretenca. In seveda te drobne mišice, ki vršijo stabilizacijo samega vratnega dela hrbtenice, so glede na način dela v zadnjih 50-40 let, ko ljudje sedimo za mizo, za računalniki, za knjigo in podobno, prišlo do degenerativnih sprememb pri tem na sedišču. Vse gledamo, ne? Telefoni dol, vse dol, ne? Tako da je najčešći vzrok teh težav, takih zatilnih glavobolov, degeneracijske spremembe. Nenazadnje je potrebno omeniti tudi, da so razni prometne nesreče, ki so specifične za tako zvani whiplash injury, ko se nekdo zaleti odzadaj in glava zaniha nepripravljena naprej in nazaj in pride do poškodbe teh mišic, pogosto tudi do pomika samega vretenca. Vse to seveda potrebuje eksaktno diagnostiko, tako rentgensko, tako klinično, predvsem klinično diagnostiko in glede na to, kaj ugotovimo, praktično prilagodimo program terapije. Pri sami Human Up metodi gre torej za to, da vi, se lahko izrazim tako, nastavite atlas na svoje mesto. Ja, ampak bolj natančno je, da delujemo na te cervikalne zativne mišice. I te mišice potem postave to prvo vretence v pravilen položaj, oziroma ovako prenešeno glava pride tam, kjer mora, na te 2 konkovni površi in na teleso. Torej gre se in za atlas in za mišice dejansko. Ja. Za cel ta sklep, atlatokcipetalni, lobanja prvo in drugo vratno vretence, ker na področju tega sklepa zaradi nepravilnega položaja lobanje, ali hrbtenice, pride do nejednake obremenitev zativnih mišic. In potem se to širi po cervikalnem, ramenskem delu, po celem telesu. Ta nejednaka obremenitev. Ne samo mišic, tudi sklepov, koleno, rame, komolac in tako naprej. Jaz sem slišala, da ta Human Up metoda pomaga ljudem z najrazličnejšimi zadevami. Danes govorimo predvsem o tem glavobolu, o tem glavobolu, ki torej izhaja iz tega področja, kjer je dejansko torej težava. Ampak terapevti, ki izvajajo to metodo, a so to zdravniki, ali kako je s tem? Koliko je terapevtov sploh v Sloveniji, ki to delajo? Trenutno imamo okoli 20 naših Human Up terapeutov, več od vsem njih je na naši spletni strani. Morajo imeti minimum medicinskega predznanja, to se pravi srednja zdravstvena šola je minimum za Human Up terapeuta. Drugače pa ne vzamemo jih na dodatna izobraževanja. Konkretno pri tem, ker morajo poznati, kot je gospod mentor povedal, anatomijo v različne težave, ki prinose ta položaj in tako naprej. Tako da minimum medicinskega predznanja morajo imeti vsi naši terapeuti. Kako se pa začne obravnava, kje sploh ugotoviš, ali je to problem pri tebi, ali ni to problem? Najboljše, če imamo klinične izvide, da se to najboljše vidi, drugače po metodi Human Up mi smo razvili en specifičen, holistični, individualni način obravnave vsakega pacijenta, to delamo srčno. Na osnovi položaja glave, ramen, medenice, hrbtenice, pač dobimo ene konture, kako bi indirektno otipavanjem potem celotne hrbtenice, transverzusa prvega vretenca, tudi dobimo potrditev le-tega. Če so ramena nagnjena, tudi tu je nagnjeno. Če so zasukano, tudi tu je zasukano. In vse to pripomore temu, da se tu te mišice nejednako obremenjujo. Sila težnosti pa ima svoj vpliv, z leti se sve to bolj premika. Posebej, evo, kot je gospod mentor, to moram povedati, padci udarci, prometne, v Sloveniji najbolj pogosto smučanje. Tudi vidim dojenčka dejansko, se pravi, že tukaj se lahko začnejo problemi. Seveda, još še v materici, naša teorija je zaradi povečane jetre, ampak to moramo še raziskati. Drugače, da glavobolov je prva to vrsta raziskava, ker smo pač dobili izjemne rezultate vpliva Human Up masaže na sebe sa zativnimi glavoboli. Tudi sam čin rojstva, malo pa smo se pogovarjali, mora potekati pač prijetno i za mamico, i za otroka. Ona mora, ali stoje, ali čepe, ta dogodak prideti, ne leže, kar je. Ja, mi se v tej daljšnji raziskavi seveda teh stvari nismo lotili.
Osnovno na vaše vprašanje, kdo zdravi te težave, so pravzaprav fizioterapeuti, osnovni terapeuti, ki znajo in to z pravilnimi metodami zdraviti. Vendar pogosto tega ni prinesel polnega uspeha, zato smo formirali ta program, te raziskave. In kako pozdravljamo pravzaprav povezovanje in sodelovanje? Tako mi zato se trudimo, na eni strani stroga šolska medicina, glede na moj status v tej šolski medicini, zato pozneje pa predstavlja ta klinični pregled, predstavlja pravzaprav eno varovalo pred možnimi zapleti, ki se lahko pojavljajo v tem smeru, zato se seveda tudi pri kliničnem pregledu izločimo vse tiste, za katere mislimo, da niso primerni na takšen način terapije. In seveda ta program raziskav teče po sodobni raziskovalni metodi z vsemi testi, z vsemi vprašalniki in vsemi meritvami. Kar je mene zainteresiralo za to metodo, je tako zvana posturalni status. Status posture, statusa, kjer praktično glede na položaj nekaterih delov telesa, glave, roke, noge in podobno, praktično klinično poskušamo ugotoviti spremembe, ki so nastale. Telo je zemljevita, ne? Tudi vi bi se strinjali. Ja. Hvala lepa, torej, zanimiva metoda HumanUp. Poglejte si še kaj več tudi na njihovi spletni strani, tudi informacije, kar se tiče obravnav in boste videli, kaj to lahko naredi za vas, sploh če imate težave, torej z glavoboli, glede na to, kako zelo učinkovita je zadeva lahko.